Dragi bodoči študenti, prav lepo pozdravljeni na današnjem virtualnem informativnem dnevu na študijskem programu živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti. Moje ime je Tanja Pajl-Žontar in sem ena izmed predavateljic na univerzitetnem študijskem programu živilstva in prehrane, skupaj z izredno profesorico, doktorico Jasno Bertoncelj, vas bom popeljala skozi naš študijski program, virtualno pa si bomo na koncu gledali tudi naše prostore. Z nami so povezani, virtualno, tudi drugi člani študijske komisije, profesori, profesorice, in pa z nami so tudi 3 študentke, ki se bodo v živo vklopile in vam iz prve roke kaj povedale o našem študijskem programu in delu. Pa kar začnimo z našo predstavitvijo. Kje se nahajamo? Oddelek za živilstvo se nahaja nedvomno v enem izmed najlepših delov Ljubljane, v neposredni bližini Rožnika. Zraven je živalski vrt in kar je za tiste, ki prihajate nekoliko bolj oddaleč, tudi zelo pomembno, zraven so tudi študentski domovi. Na Biotehniški fakulteti izvajamo univerzitetne študijske programe prve stopnje, različni so, 9 takšnih programov imamo in program, za katerega se vi odločate, je živilstvo in prehrana. Ta program se izvaja 3 leta, razdeljen je na 6 semestrov, posamezen semester pa je potem razdeljen še na 2 bloka. Oblika študija je redna, pogoj za to, da se vpišete na študij živilstva in prehrane, pa je seveda uspešno opravljena matura oziroma tudi poklicna matura. Vpisnih mest je 70, običajno je ta število študentov, bodočih študentov, ki se prijavi, nekoliko višja. In ko zaključite študijski program, dobite strokovni naziv, in sicer diplomirani oziroma diplomirana inženir oziroma inženirka živilstva in prehrane. Cilje našega študijskega programa je težko nekje strniti v en stavek, pa vendar, nekje je cilj, da študent na koncu, ko zaključi študij, pridobi čim več znanja, tudi veščin, ki so povezane tako z živilstvom in pa s prehrano, da se seznani, na kakšen način mi lahko živila predelujemo, kakšna je kakovost posameznih živil. Govorimo tudi o tem, kako živila oziroma hrano tržimo, in pa seveda se spoznamo tudi s prehrano, ki mora biti konec koncev varna in pa zdrava, zato da nekje omogočamo prebivalcem, nam vsem, čim bolj kakovostno življenje tudi. Kakšen je predmetnik našega študija na živilstvu in prehrane? Do konca študija je potrebno opraviti 27 obveznih predmetov, se pravi, jih moramo uspešno zaključiti. Potem v 2. in pa 3. letniku pa izbirate med izbirnimi predmeti. Teh izbirnih predmetov je 10, in sicer v 2. letniku izberete en predmet, v 3. letniku pa 2 predmeta. Tekom študija morate opraviti tudi strokovno prakso, to izberete v 2. ali pa 3. letniku. Do konca študija vas tako loči oziroma morate na koncu nekje izbrati 180 kreditnih točk. Vsebine našega študija živilstvo in prehrana so zelo široke, namreč, če želimo biti suvereni na tem področju, moramo poznati tako predelave samih živil, dobro moramo poznati tudi kakovost živil. Hrana na naših krožnikih mora v prvi točki seveda biti tudi varna, in na koncu govorimo tudi o prehrani, na kakšen način se prehranjevati, kakšne naj bodo naše prehranske navade. Vsebine študija oziroma obvezne predmete, ki jih
imamo na našem študijskem programu, lahko zelo v grobem razdelimo na, recimo temu, 4 dele. V prvem letniku se seznanite predvsem z osnovnimi, temeljnimi predmeti. Teh predmetov se ne ustrašiti, predstavljajo na nek način bazo, temelj, na katerem potem gradimo potem nadaljnja znanja, tako tehnološka kot tudi prehranska znanja. Se pa tudi v prvem letniku seveda že srečate z določenimi vsebinami s področja živilstva. Potem imamo predmete, ki se navezujejo predvsem na predelavo živil, se pravi, v okviru njih spoznate različne tehnološke procese, se pravi tehnološke procese, ki se uporabljajo pri sadju, vrtninah, poljščinah, grozdju, mesu in podobno. Potem imamo predmete, ki se navezujejo na kakovost in pa varnost živil. V prehrani moramo dobro poznati, tudi v živilstvu, kakšna je kakovost naših živil, ki jih uživamo. In seveda se potem v drugem in pa tretjem letniku srečate tudi s predmeti, ki se navezujejo na prehrano, tako zdravega kot tudi bolnega človeka. Izbirni predmeti, med katerimi izbirate, vidimo, jih je 10, so zelo različni, tako da nekje ni dvoma, da posamezen študent ne bi našel nekega ustreznega, zanj primernega izbirnega predmeta, ga vpisal in iz tistega področja potem še poglobil svoje znanje. Velik poudarek pri našem študiju je tudi praksa. Tako posamezni predmeti vključujejo vaje, različne vaje, laboratorijske vaje, seminarske vaje. V okviru študija, predvsem potem v drugem in tretjem letniku, so organizirane terenske vaje, kjer študenti potem imajo priložnost različne tehnološke postopke nekje videti, spoznati tudi v živo, kar seveda je velika prednost tega študija. Če pogledamo, kakšen je predmetnik v prvem, drugem in pa tretjem letniku, torej kot že rečeno, v prvem letniku so to predvsem predmeti, temeljni predmeti, na katerih potem nekje gradimo naprej prehransko in pa živilsko znanje. Na koncu vsakega letnika mora študent zbrati 60 kreditnih točk. Študijski koledar je razdeljen, vidimo tukaj koledar za letošnje študijsko leto, na 2 dela. Vsak semester je potem razdeljen še na 2 bloka. Študentom je to zelo všeč, namreč ta delitev po blokih omogoča študentom sprotno preverjanje znanja, tako da recimo temu, da smo pridni, potem lahko do konca nekje junija imamo tudi vse opravljene že izpite. Sedaj pa se nahajamo tukaj v mesecu februarju, tukaj pa imamo vmes med enim semestrom in pa drugim semestrom 3 tedne ravno tako izpitnega obdobja, se pravi čas, ko je namenjen, da študenti opravijo izpite za prvi semester. Ja, sedaj pa smo prišli mi do naše prve ankete, tako da nekoliko popestrimo tudi našo tole predstavitev. In v okviru te ankete vas kar pozivam, da se jo lotite, da jo rešite. In sicer mi nekje potrebujemo tudi informacije, ki so vezane na informacijo, iz katere srednje šole prihajate. Zraven pa smo vam zastavili tudi še ene par bolj zanimivih, recimo temu, vprašanj za zabavo. Pa vas kar prosim, če mogoče rešite to anketo. A se vidi? Ampak jaz mislim,
Torej čakamo na prvi rezultat, iz katere srednje šole prihajaš. Običajno prihajajo naši bodoči študenti iz različnih srednjih šol, kar je potem na nek način tudi pričetek študija, toliko bolj pester in pa zanimiv. Ja, čakamo še na rezultate. Imamo že rezultate, mogoče 51 vas je tole anketo prvo rešilo. Vidimo številne odgovore, različne gimnazije, težko kar naštejem vse, a ne, od gimnazije Bežigrad, Piran, Kranj, Vic, Ljubljana, tako da to, kar lahko rečemo, a ne, bolj ko je nekje pestra družba že na samem začetku tega vašega študijskega programa, bolj je potem zanimivo, a ne, kot bomo videli v nadaljevanju. Obdobje študija ni samo študiranje, a ne, ampak je tudi druženje in seveda nas to vse na koncu tudi bogati. Hvala lepa za vse te vaše odgovore in pa potem mogoče bi kar pričeli z naslednjim vprašanjem. Medtem ko čakamo na odgovore naslednjega vprašanja, ja, vidimo, da večina nekje vas prihaja iz 4. letnika, kar seveda je tudi za pričakovati, a ne, ko je zdaj ta čas, ko se morate odločiti, na kateri študijski program se boste vpisali naprej. Nekaj jih je tudi iz 3. letnikov, 2. letnika, tako da res hvala lepa tudi za te vaše odgovore. Ja, torej želela sem vas pozvati, a ne, da vsa morebitna vprašanja, ki se vam zastavijo tekom te predstavitve, če kakšen dvom, skratka, kaj še ni rešeno, nisem dovolj natančno povedala, potem lepo prosim, zastavite to vprašanje v chat in na koncu bomo na ta vprašanja tudi odgovarjali. Imamo, se pravi, že vprašanje, malce bolj odgovor na šaljivo vprašanje, v katero skupino spada tvoja najljubša hrana. Seveda tukaj ne bomo govorili o tem, kateri je pravilni odgovor, a ne, gre konec koncev za našo najljubšo hrano. Vidimo, da nekje, če bi rekli, prvo in drugo mesto, skoraj zelo na tesno, a ne, meso in ribe, sadje in zelenjava, seveda pa imamo radi tudi sladkarije, a ne. Hvala lepa. Zakaj so jajca v trgovinah na policah pri sobni temperaturi? Čakamo še na te odgovore. Kot rečeno, ker se zmanjša možnost prehoda mikrobov preko jajčne lupine, zaenkrat odgovor, ki je vodilni. In številka pri tem zadnjem odgovoru še kar vztrajno raste in to je tudi pravilni odgovor. Iz česar lahko vidimo, da naši bodoči študenti na tem področju že imate neke osnove. Alergija na mleko pomeni, in tudi tukaj čakamo na odgovore, na nezmožnost presnavljanja laktoze. Daleč
vodilni odgovor, alergija na mlečne proteine, alergija na mlečne maščobe, nobenega odgovora, alergija na kalcij, mleko, tudi nobenega odgovora. In tukaj je odgovor nekoliko drugačen, kot smo dobili odgovore, vendar na številna takšna vprašanja bomo tudi mi odgovarjali tekom naših predavanj. Zato se tudi vpisujete nekje na našo fakulteto, da boste tovrstno znanje tudi pridobili. Tako da res hvala za vse te vaše odgovore. In pa še malo skrito vprašanje, recimo temu, kateri slovenski mesni izdelek ima zaščiteno geografsko označbo. Imamo kranjsko klobaso, kraško panceto, pršut, savinjski želodec. In pravilna odgovora tukaj sta kraška panceta in pa kranjska klobasa. Nekje tudi pri kranjski klobasi vidimo, smo dobili največ odgovorov, tako da tudi vidimo, da znanje naših bodočih študentov je spodbudno. Tako da najlepša hvala tudi za ta odgovor. In pa kaj vidimo tukaj na teh zanimivih slikah. To plesen, bakterije. Gojišča, kulture, različni odgovori, nekje, katere tudi vidimo že na sami predstavitvi. Vi pa boste poiskali tistega, za katerega mislite, da je pravi. In že imamo odgovor. Tukaj pa se nam odgovor nekje ni spisal. Morda je prišlo tudi do kakšnih tehničnih problemov, zaradi katerih si danes močno želimo, da do njih ne bi prišlo, zato da lahko našo predstavitev v celoti izpeljemo. Ja, odgovora potem nimamo. Imamo? Plesni. Plesni so, se pravi, pravi odgovor in kot razumem, tudi nekje največkrat z vaše strani izpisan odgovor. Tako da tudi vse čestitke. Ja, zdaj pa samo malo. Se naprej vklapljamo z našo predstavitvijo. Upam, da se v redu vidi. In nadaljujemo z našo osebno nekje izkaznico oddelka za živilstvo. Prodekanja za področje živilstva je profesorica doktorica Leja Demšar in kar predlagam, da poslušamo njen nagovor. Pozdravljeni v virtualnem okolju, v katerem se bomo zelo potrudili, da vam bomo predstavili tudi fizične predstave in tehnologije. Želimo si, da se vse vrstite z mislijo, da študentska biotehnički fakultete bo tudi življenjske hrane najboljše. Tako, to je bila naša prodekanja, profesorica, doktorica Leja Demšar. Ime, katerega si velja tudi zapomniti na tem mestu, je gospa Nina Kastelic. Če boste naši študenti, potem se boste z njo zagotovo večkrat srečali, zato ker je zaposlena v referatu za študijske zadeve. Sicer
je v našem oddelku 5 kateder in pa ena skupina in tudi knjižnica, vsega skupaj je zaposlenih 86 sodelavcev. Kot rečeno, imamo več kateder, več enot in te enote bomo zdaj nekje zelo v grobem tudi pogledali oziroma vam jih bom predstavila. Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino, v okviru te katedre se ukvarjajo predvsem z različnimi tehnološkimi postopki predelave, torej sadja, vrtnin, poljščin, grozdja in seveda potem s samimi temi končnimi izdelki, produkti, živili različnih, torej, ki so nekje nastanejo pri različnih tehnoloških postopkih. Ukvarjajo se tudi s pakiranjem živil, ki je v zadnjem času seveda tudi zelo nekje aktualna tematika, in pa zelo so dejavni tudi na področju senzoričnega ocenjevanja različnih živil. V okviru skupine za humano prehrano se ukvarjajo s prehrano tako zdravega kot bolnega človeka, z načrtovanjem prehrane, s prehranskimi navadami, kakšne so, kakšne prehranske navade naj bi imeli, zato da bi nekje ostajali čim bolj zdravi. Potem imamo katedro za tehnologijo mesa in vrednotenje živil. Njihov poudarek je predvsem nekje na preučevanju različnih tehnoloških postopkov, mesa, gotovih jedi, zelo so dejavni tudi na področju medu, preučevanja medu in pa tudi na področju preučevanja in pa izvajanja različnih senzoričnih metod, za katere izvajajo tudi različne seminarje. V okviru njihovega dela, recimo kot ena izmed aktualnih tem, s katero se ukvarjajo, je recimo preoblikovanje živil, kako se pravi nekje končnemu potrošniku zagotoviti živilo, ki bo hkrati senzorično čim boljše in pa tudi kakovostno, ustrezno. Potem imamo katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil. V okviru te katedre se ukvarjajo na eni strani z mikroorganizmi, ki jih v naši prehrani, v naših živilih nekje ne želimo, ki nam predstavljajo preglavice. Vemo, da hrana nekje, tudi če jo pogledamo samo z zakonskega vidika, na koncu mora biti varna. In pa ukvarjajo se na drugi strani tudi z mikroorganizmi, ki jih v naši prehrani oziroma nekje živilih želimo oziroma moramo imeti, zato da določene tehnološke postopke sploh lahko speljemo oziroma zato da sploh nekje pridemo do končnega izdelka. Zdaj, temelj vsega tega znanja, ne glede na to, ali govorimo o znanju za živilstvo ali pa za prehrano, pa je seveda znanje kemije in pa biokemije, zato tudi z tega področja na našem oddelku imamo katedro. Seveda je to znanje bolj usmerjeno v živilsko kemijo tudi, se pravi v vrsto kemije, ki je pri vašem bodočem delu bo tudi pomembna. Zdaj pa vas vabim, da si ogledamo nekaj utrinkov iz naših laboratorijev.
No. Izgleda, kot da se je nekaj zateklilo. Tako, to je bilo nekaj utrinkov z naših laboratorijev. Omeniti moram tudi knjižnico. Študij nekako težko končamo, brez da bi obiskovali knjižnico. Tukaj imamo na voljo različne, se pravi, od učbenikov, knjig, revij z področja živilstva, prehrane, mikrobiologije, biotehnologije. In to, kar je za naše študente še posebej pomembno, je, da ob vpisu dobijo tudi kodo, ki jim omogoča oddaljen dostop od doma, tako da dostopajo preko različnih elektronskih revij, knjig in podobne literature. Mednarodna dejavnost na našem programu je tudi zelo dobro razvita. Oddelčna koordinatorica je izredna profesorica, doktorica Lea Pogačnik. Študenti imate možnost na določene izmenjave v 2. in pa 3. letniku, pri čemer, če želite iti v 2. letniku na izmenjavo, recimo Erasmus ali pa Cepus, potem se morate v 1. letniku nanjo že prijaviti. Tutorstvo, ja, včasih, a ne, tudi tekom študija se lahko kaj zatakne, pojavijo se določena vprašanja, zato v tem sklopu imamo mi razvito tako učiteljsko tutorstvo kot tudi študentsko tutorstvo. Koordinator za učiteljsko tutorstvo je profesor dr. Blaž Cigič. Z nami pa sta danes tudi 2 študentki tutorki, in sicer Ema in pa Monika. Tako da morda bi kar za sam začetek pozvala Emo, da se vključi in spregovori par besed, pove kakšno informacijo v zvezi s študijem. Ema, se slišimo? Ja, vi mene slišite? Ja, slišimo, ja. Okej. Pozdrav, moje. Sem prvega letnika smeri živilstvo in prehrane. Tako da je študij dejansko ker predelamo in spoznamo vse od
sadjarstva, vinogradništva do mikrobiologije in biokemije. Tako da dobimo zelo široko območje nekako znanja, tako da če še niste prepričani točno, v katero smer bi šli v prihodnosti ali pa kaj točno vas zanima, vam bo to zelo pomagalo, ker boste res spoznali, ne vem, od vpliva prehrane na človeka in kako se jo predela, ne vem, mikrobe in tako naprej. Rada bi še dodala, da laboratorijske vaje so super. Asistenti in profesorji se zelo potrudijo, zanimivo je, zabaven je, tako da naj vas ne bo nad strah, naj vas ne bo strah predmetov, ki se vam zdijo težki, ker je res super. Pa rada bi še dodala, da smo študenti biotehniške fakultete, ne samo smeri živilstva in prehrane, ampak tudi druge smeri, da smo povezani in da bi vas spodbudila, da če se boste odločili za ta študij, da se vključite v razne krožke in organe biotehniške fakultete, ker boste spoznali super ljudi. Tako da upam, da se vidimo naslednje šolsko leto, pa če imate kakšno vprašanje, sem vam na voljo. To je pa to od mene. Hvala lepa, Ema, za te spodbudne besede za naše bodoče študente. Seveda ostanite z nami, a ne še naprej, za konec pa bodo študenti zastavljali tudi vprašanja. Zdaj pa vabim Moniko, da se tudi vključi in pove še ona nekaj besed. Živjo, jaz pa sem študentka 3. letnika in sem tutorka za 2. letnik. Ema nam je že povedala, da je študij zelo zanimiv. Jaz bi samo dodala, da v bistvu iz njega lahko potegneš veliko za osebno življenje, pa za doma, pa ne vem, zdaj, ki je od doma pa tudi online, si jaz kar doma delam živila, pa je isto zabavno, kot če bi bili pač na vajah. Mogoče še to, da ima vsak letnik določenega enega tutorja, ki je eno leto starejši in je na voljo za vsa vprašanja, za kakršnekoli dileme. Mi tudi vsak drug postavimo študentom opise predmetov, zato da se potem lažje znajdejo, da vejo, kaj pričakovati. Med študenti so tudi stari zapiski, mogoče kakšna stara vprašanja z izpitov, s kolokvijev. Tako da glede tega pač se mi zdi, da smo tudi vsi živilci in prehranci precej povezani, da si med sabo delimo gradiva, s katerimi se potem lažje dela študij. Mislim, da je to. Hvala lepa, Monika, tudi za vaše spodbudne besede, torej tudi vi ostanite z nami. Res bi še enkrat poudarila, da delo, še posebej tutorjev študentov, je zelo, recimo temu, zaželeno oziroma smo zelo hvaležni za to, ker včasih se študent lažje nekje obrne na tutorja študenta, kot pa morda na profesorja študenta, ker študent nekje prihajata iz iste generacije tudi. Na naši fakulteti imamo tudi alumni klub, zelo ste vabljeni, potem ko nekje pridete v zadnji letnik in sam študij zaključite, da se v njega vpišete, dobite številne nekje ugodnosti, če ste vpisani v tem klubu. Predvsem, kar je bistveno, ohranjate stik z vašimi kolegi, pa ne nazadnje samo s kolegi, tudi s profesorji. Ja, sedaj pa imamo na vrsti predstavitev, ki so jo za vas pripravili naši študenti, namreč obisk študija, ni samo študiranje cele dneve, ampak je marsikaj več in poglejmo si njihovo predstavitev. Začura, najmočja, sanjčenje, disciplina 25 ur na dan, 8 dni na teden in 32 dni na mesec.
To pa je tehnika. Ja, verjetno ste tekom te predstavitve prepoznali tudi Anžeta, bolj poznanega iz medijev kot Masterchefa. On je tudi eden izmed naših študentov. Zdaj na tem mestu pa bi povabila našo študentko Špelo Bunzej, ki je sicer predsednica študentskega sveta na Biotehniški fakulteti, da spregovori nekaj besed. Ja, pozdravljeni dijaki, jaz sem torej Špela, sem študentka drugače drugega letnika prehrane, hkrati pa opravljam še funkcijo predsednice našega študentskega sveta, ki v bistvu poskrbi, da je mnenje študentov zastopano tako na ravni fakultete kot na ravni univerze. Zdaj, jaz sem že malo precej starejša od vas, na fakulteto sem vstopila 5,5 let nazaj in moram reči, da je moja izkušnja tekom študija v bistvu po večini res pozitivna. Pa ne zato, ker so informativni dnevi, ampak dejansko govorim lahko, da nam je fakulteta ogromno dala. In oktobra, ko smo vsi stopili v predavalnico, smo stopili v njo z strahom sicer, ker se podajamo na neko res neznano pot. Študij je vseeno precej drugačen kot srednja šola. In v bistvu se mogoče nismo vsi zavedali, nekaj smo... Špela, slabše vas slišimo? Čakajte, bom pomaknila bližje. Je zdaj boljše? Ja, v redu. Ok. Torej, v bistvu nismo se zavedali tega, kaj v bistvu pričakovati, ne? In na vse smo gledali strahom, in na profesorja, in na izpite, in na naše predavanja. Čez nekaj časa pa smo v bistvu ugotovili, da smo vsi tu z istim namenom. Torej, mi smo tu, da pridobimo znanje, profesori so tu, da nam ga podajo na najboljši možen način. In potem, ko se nekako zavedamo, da študiramo samo za nas in za to, da bomo nekaj od študija odnesli, pa ne samo, če grdo rečem, lista papirja in naše torej diplome in magisterija, ampak ko začnemo res študirati s srcem, takrat postanemo pravi študentje. In Špela, spet vas gubljamo. Špela? Špela, ne slišimo vas. Ja, zdaj sem še podatke, zdaj bi moglo biti ok. Ja, torej, potem čez čas postane vse lažje, ko se v bistvu zavemo, da študiramo s srcem in z veseljem, začeli se bomo veliko lažje učiti, nič nam ne bo predstavljalo problema, ko bomo na internetu bomo googlali še vse povezano z živilstvom in prehrano, ker nas bo zadeve dejansko začele face zanimati, na predavanjih bomo postavljali vedno več vprašanj in res na faks začneš potem hoditi z velikim veseljem. Drugače pa, kar se tiče profesorjev, ker vas najbrž tudi to zanima, lahko rečem, da se vsi res zelo trudijo, da nam predajo znanje, trudijo se, tudi med epidemijo so se face trudili, da nismo nič zamudili, hitro so se prilagodili na proces in smo res vse speljali po najboljši možni poti. Drugače so vedno na voljo, tudi da jim potrkamo na vrata pisarne in nam bojo res vedno pomagali. Moram reči, da nisem naletela na biotehniški na niti enega profesorja, ki ne bi imel korektnega odnosa in res bil pripravljen pomagati. Zdaj na koncu, če omenim pa še, ker vas je najbrž precej pritegnil tisti naš video, fakulteta res veliko ponuja tudi obštudijskih stvari, torej po študiju lahko počnete marsikaj. Eni študenti se bolj usmerijo v kakšne raziskovalne zadeve, pa pocukajo profesorje za rokav za kakšne projekte, kako delo v laboratoriju ali pa kaj podobnega. Mene pa je fejst bolj pritegnila ta obštudijsko področje, bolj torej študentski svet in pa kakšni zabavni dogodki, ki ste jih prej videli tam na videu, ki malo bolj krepijo tiste mehke veščine. In v bistvu na videu ste videli delček tega, kar vam ponujamo in mi se res
trudimo v okviru študentskega sveta, študentske organizacije, v okviru društva in pa seveda tudi v okviru celotne fakultete, da študentom ne bo nikoli dolg čas in da vas res povežemo v neko skupnost, kjer se boste med sabo pomagali in kjer se ne bo nihče počutil sam, ampak se boste res vedno počutili, kot da imate nekoga, na kogar se lahko obrnete. Tako da jaz moram reči, da je študijska leto so res nekaj najlepšega, kar sem doživela in če bi lahko ponovila, bi z veseljem bila še enkrat prvi letnik in vse še enkrat doživela. Hvala. Najlepša hvala, Špela, tudi vam za še ene spodbudne besede našim bodočim študentom. Seveda tudi vi ostanite z nami, a ne, da se boste na koncu lahko aktivno vključili v odgovarjanje na vprašanja naših študentov. Ja, pred nami je sedaj še ena anketa, katero pa lahko rešite tudi kasneje. Na voljo bo na naši spletni strani še nekaj dni po koncu današnjega in pa tudi jutrišnjega informativnega dne. Anketa pa je zanimivo, bolj za zabavo tudi sestavljena. Pripišite pa si tele šifre oziroma skenirajte kodo. Ja, seveda za konec nam ostane tudi vprašanje, zakaj pravzaprav sploh izbrati študij živilstva in pa prehrane. Odgovor je pravzaprav enostaven. Takšnega študija v Sloveniji ni, ta študij je edinstven. V okviru tega študija boste pridobili znanja z področja živilstva, brez katerega ste zelo težko slab prehrambenik, recimo temu, in pa ravno tako tudi obratno. Tudi vsak živilec mora poznati znanja s področja prehrane. In vse to skupaj nekje vam zagotavlja tudi možnost za dobiti, recimo temu, službo, večji uspeh pri vašem delu. Sedaj pa vas bomo popeljali virtualno skozi naše prostore. Ta film bo na možnost si ga ogledati tudi potem, po koncu naše predstavitve na naših spletnih straneh. In sicer v 3D obliki tudi. Samo da počakamo, da se film naloži. Ja, v redu. Dobrodošli na oddelku za živilstvo. Tukaj se začne tvoja kariera na področju živilstva in prehrane. Za bruce bo ta predavalnica prav gotovo najbolj aktualen prostor, v katerem bodo sledili številnim predavanjem. Za temi vrati je tehnološki prostor in če te zanima, kaj to pomeni in kaj se v njem dogaja, se vpiši na živilstvo in prehrano. V analitskem laboratoriju določamo različne komponente hrane, ki dobro vplivajo na naše zdravje, recimo vitamine, kot tudi neželene, na primer mikotoksine. Laboratorij za senzorično analizo živil, kjer preizkušamo, katera hrana boljše diši in ugotavljamo, zakaj nam je nek izdelek všeč, drugi pa ne. V tem laboratoriju določamo osnovna hranila v živilih, kot so sladkorji, beljakovine in maščobe. V laboratoriju za industrijsko biotehnologijo potekajo različne fermentacije, kot je na primer proizvodnja kvasne biomase. V kemijskem laboratoriju poteka kapsuliranje materialov in proučevanje bioaktivnosti različnih komponent.
Sejna soba oddelka za živilstvo je prostor za sestanke, izbirne predmete in tudi prostor, kjer se študij na drugi stopnji zaključi. V laboratoriju za živilsko mikrobiologijo boste spoznali mnogo stvari, ki jih v živilih ne želimo ali jih celo ne sme biti. Naprimer patogene bakterije, kvarljivci, mikotoksini, okoljska onesnaževala, antibiotiki. Vinoteka. Vsi dobri letniki najdejo pravo mesto, kot vrhunska vina v vinoteki. Tako. Zdaj pa ste na vrsti vi z vašimi vprašanji. Torej, če bi nas radi karkoli vprašali vezano na študij, z nami so člani študijske komisije, z nami so študentke, tako da res lepo vas prosim, dajte se vključiti. Seveda z glasom tudi, zdaj ni treba, da pošiljate odgovore, vprašanja v chat, ampak kar junaško, zato da bo potem na koncu tudi vaša odločitev, zakaj ste izbrali naš študij, lažje. Vas kaj zanima? A je po upravljanju študija? Ja, imamo vprašanja. A me slišite? Kako je s priznavanjem izobrazbe oziroma morebitno akreditacijo za delo v tujini? Kdo bi odgovoril zdaj na to vprašanje? Kaj je zdaj mišljeno s tujino? Je to mišljeno v EU? Kje vse se lahko zaposlimo? To imamo pa zdaj že drugo vprašanje. Se pravi, kar se tiče študija v EU, tukaj ni problem, in če nekje drugje tudi opravite podobne predmete, na tej izmenjavi so potem tudi pri nas priznani. Morda samo en z članov študijske komisije, profesor Blaž Sigič, ker očitno niste slišali avdio vprašanj tam v sejni sobi, bi morda odgovoril na tisto vprašanje glede možnosti zaposlitve. Malo očitno imamo. Kolikor vem, so kar iskani kadri, tako tehnologi. Se slišimo? Ja, mi se slišimo, Tanja. A vi nas slišite, Tanja? Ja, zdaj slišimo, ampak prej sem dobila informacijo, da se ne sliši. Tako. Ja, torej sprašujejo tudi tako glede možnosti zaposlitve in tako naprej, to je bilo vprašanje v živo, recimo takšno izpostavljeno. Tega vprašanja pa tukaj nisem slišala. Torej, kar se tiče predmetov v tujini, če jih na izmenjavi podoben obseg naredite, potem seveda so priznani tudi pri nas. Kje vse se lahko zaposlimo po končanem študiju. Skratka, tukaj se lahko zaposlite v različnih tehnoloških obratih v naši, se pravi, v Sloveniji, tudi kar se tiče dela, se pravi, prehrane, tukaj je zelo, recimo temu, širok nabor možnosti za zaposlitev. Mogoče še kakšni odgovori s strani članov študijske komisije? Tukaj tudi v prehranskem sektorju se zelo dosti ponuja, torej, vrtci, šole, tudi bolnice, poleg industrije je kar močna poslovanje. Tudi različne inšpekcijske službe, če se smem pridružiti, Uprava za varno hrano in podobne inštitucije, tudi v okviru državnih različna ministrstva, tako za zdravje, tudi ministrstvo. Če upoštevamo tudi, se pravi,
športnike, ja, seveda, športniki imajo tukaj prilagojen program v tem smislu, da se z njimi potem tudi nekje individualno lahko za določene te prilagoditve naredimo, je pa potem to dogovor s posameznim profesorjem. Tako da študent na koncu še vseeno nekje osvoji vse potrebne kompetence, vendar tukaj prilagoditve zagotovo so. Morda kot mentor študentke, recimo trenutno je študentka judoistka, ki bo na olimpijskih igrah igrala, tekmovala, tako da je bilo po svetu kot pri nas, tako da imamo res urejeno vse te možnosti. Ja, je kar nekaj, se pravi tukaj vrhunskega športa, svetovnega formata, ki se čisto prilagodimo. Tako je, ja. Smo imeli in še imamo od plavalcev, judoistov, trenutno so bolj v te dve panogi, se mi zdi, nekje usmerjeni. Koliko točk je potrebno za vpis? Torej, če sem prav seznanjena, mislim, da 71 točk je bilo potrebno v lanskem letu, nekje minimalno, in običajno se vpiše kakšen študent več, tako da neka omejitev tukaj je. Morda še dopolnim, kaj to pomeni, tako nekako. To pomeni, da ste, recimo, če ste en letnik dobri, pa en letnik prav dobri, govorimo o 3. in 4. letniku in maturo naredite 20 točk, recimo, to je nekje meja, ki zagotavlja po zadnjih letih, da pridete noter, recimo. Tako da 70 do 75, kot je Monika napisala. Mislim pa, da je tudi tale predmet, da je potrebno narediti, če se ne motim, če ste iz srednje, recimo kemijske šole prihajate ali pa iz kakšne druge šole, rabite torej nujno 5. predmet maturitetni. Tukaj se pravi, imamo vprašanje, če nekdo zaključi maturo, pa poklicno maturo in ni potreben 5. predmet splošne mature. Je potreben? Mislim, da je potreben. Ja. Aha, imamo odgovor, se pravi z našega študentskega referata tudi. Tukaj pa imamo ta odgovor. 5. predmet je potreben. Ja. Ja, 5. predmet se pravi je potreben. Tako kot velja za vse univerzitetne študije. Ja, za vse univerzitetne študije mora biti 5. predmet, če je opravljena poklicna matura. Imamo še eno dolgo vprašanje, vpisni pogoji. Aha, to je tole vse, odgovor. Se pravi, tukaj ime, na katerega sem že prej opozorila, se pravi, gospa Nina Kastelic, večkrat se boste na njo obrnili. Je tudi že, se pravi, podala odgovor. Imamo še kakšno vprašanje, mogoče v chatu, ker je kar nekaj vprašanj, ostalo kakšno vprašanje še nerešeno. Glede akreditacije za delo v tujini smo o tem kaj govorili. Tako da mislim, da je študij priznan, pripravlja se tudi nek nov študij, morda neko možnost v perspektivi z eno rusko univerzo v prihodnosti se odpira neka morda možnost, tudi mislim, da bo na drugi stopnji, tako da znotraj EU-ja itak ni problem, mislim, tudi mnogo študentov gre, nekateri, ne rekel mnogo, ampak nekaj gre po prvi stopnji tudi v tujino, na druge študije, v Franciji mislim, da je kar popularna, tako da tudi tu je fluktuacija in tudi znotraj biotehničke fakultete imate potem prednost, da se vpišete na drugo stopnjo, recimo so tudi možni prehodi, recimo kakšna druga stopnja biotehnologije ali v obratni smeri iz biotehnologije na živilstvo, torej tukaj so neke fluktuacije, tudi mikrobiologija, ki jih opažajo. Potem imamo še vprašanje, kakšno osnovno znanje se pravi potrebno pri naravoslovnih predmetih, na primer kemije, mogoče Blaž, bi tukaj ti odgovoril? Ja, tako, torej en izmed seveda takih selekcijskih predmetov, ker imamo pa tudi rekel te delne izpite, to je zelo pomembno, ker lahko sproti delate, gradite, gre se od začetka, tako da štartamo, bom rekel, od atoma, seveda neko znanje, bi rekel, kemije je vedno prav pride, ampak
mislim, da z nekim študijem, z neko poglobljenostjo, neko odločitvijo, da boš naredil, da se to da narediti. Morda bi tukaj študentke še prosil za kakšen komentar, ki imajo več izkušenj v tej smeri. Ja, lahko kar jaz sam. Ja, Monika, kar. Meni se zdi, da sem imela na maturi kemijo, tako da če je kdo še tretji letnik in ne ve, kaj bi šel, jaz priporočam tukaj kemijo za maturo, ker vam da vse neke osnove. Ker se gre sicer od začetka, je pa tempo kar hiter, no. Tako da se obdela zelo veliko v enem semestru, profesor Pristan v prvem letniku. Tako da se da vse narediti, samo vas spodbujam, da sproti delate, ker je res hiter tempo in potem kar hiter prideš na dosti visok nivo, se meni zdi, no. In če se ne dela sproti, da pač se da, če nimate odprej znanja, samo če potem delate sproti. Hvala lepa, Monika, za vaš odgovor. Skratka, vsak lahko, seveda, z nekoliko več ali manj dela, tukaj je odvisno od vašega predznanja, ampak tudi uspešno naredi, opravi ta predmet. Tanja, morda podatki o prihodnosti v drugi letnik, koliko ste kaj gledali? Ja, imamo točne podatke glede prihodnosti, točno. Nekaj 70% tako. Nimamo, ki vi mogoče. Ja, preko 70%, zdaj glede na korona situacijo, mogoče bo še kakšen več. Imamo mogoče manjina, kakšen bolj točen podatek, vendar mislim, da je okoli 70 oziroma več kot 70%. Potem imamo vprašanje, ali na poklicni maturi rabimo točno določen 5. predmet, ali lahko katerega koli, ali je vseeno, če zberemo angleščino, matematiko. Mislim, da... Barbara morda, ampak jaz mislim, da je vseeno, da nimamo limita. Barbara, jaz mislim, da je vseeno katerega, ja. Ja, imamo odgovor, se pravi profesor Polaka, prihodnost se pravi je na 70%, 70 do 80% za naslednji letnik. Bi pa še morda vseeno tudi študentke naj potrditi, ampak res tukaj v ta sprotno delo, torej tukaj zelo spodbujamo sprotno delo, delne izpite, kolokvije, torej je izjemno, smo dosti orientirani v tem, da se pač sproti dela, tako da to nam je izjemno pomembno in tukaj mora tudi študentke, da še enkrat kakšne izkušnje morda na to temo ali pa kje je morda priviletnik, kaj se vam zdi, če problematično ali tako. Se bo katera izmed študentk vključila, Monika? Ja, meni se zdi, da je v prvem letniku še celo najmanj teh sprotnih kolokvijev in tega, kar lahko pač sproti narediš, da se potem z letniki kar poveča število predmetov, kjer se lahko tako vaje kot izpite dela z delnimi. Drugače pa te večji predmeti imajo itak na polovici snovi prvi izpit in potem drugi izpit, tako da da. Tudi ta razporeditev nekje v bloke v bistvu omogoča to sprotno preverjanje znanja, kar študentom je všeč. Vprašanje imamo tudi vezano na športne dejavnosti. Zdaj konkretno, če je možno tudi jahanje, to mislim, da ne. Je pa res, da različne športne dejavnosti tukaj so, nabor teh športnih dejavnosti je dokaj velik in mislim, da vsak lahko tudi najde neko športno dejavnost, ki mu je nekje bolj ljuba. Morda še en komentar, nekako se že omenjeno, ta logistika tukaj je relativno dobra. Zdaj imamo 2 troli, ena je od zgoraj proti živalskemu vrtu, ta linija, ena je pa spodaj, torej, tako da imate iz 2 strani trole, pa še, kar je redkost za Ljubljano, imate relativno veliko zunanje parkirišče, tako da tudi z osebnimi avti
tisti, ki v mestu praktično nimajo možnosti parkirati, morajo plačati, tukaj imate pa zastonj parkirišče in to mislim, da je tudi kar ena velika prednost. To je zagotovo velika prednost, a ne? Je pa res, se pravi, da nekje v neposredni bližini so tudi študentski domovi, se pravi, lahko se pride tudi peš, tudi s kolesom, tako da dostopnost je enostavna, lahko rečemo, a ne? In tudi, se pravi, kar se tiče parkiranja, nekje ni problem. Zdaj, študenti nas sprašujejo tudi po samih stroških študija. Zdaj, mislite, stroški, to je zdaj zelo težko reči, drugače stroškov tukaj ni, a ne, da bi rekli, da morate vi, ne vem, za neke vaje plačati ali pa da morate neke predstavitve. Tukaj ni nobenih stroškov, a ne, pač stroški so z bivanjem ali oziroma takšni stroški, katere imamo tudi v običajnem življenju. Potem imamo vprašanje, kakšno je razmerje med kuhanjem in laboratorijskim delom ter teorijo. Ja, zdaj ne vem, če tole... Ja, nekje v grobem, a ne, če rečemo, je teorije polovico je laboratorijskega dela, zdaj v smislu kuhanja, pravzaprav tega izraza niti ne uporabljamo, a ne, ker tudi karkoli se nekje dogaja v laboratoriju, recimo v določenih predmetih, je to zelo strokovno nekje usmerjeno tudi. Se mislim, da je to profesor Polak napisal, da je ravno to mislil izpostaviti, da tukaj ne zgleda tako, mi nismo šola, ki se ukvarja z kuhanjem, ampak z razumevanjem procesov, torej gre od fizikalno-kemijskih, biokemijskih. To je na čisto drugačni osnovi, kot pa tako, torej ni morda iz predstavitve včasih tudi gledalo zelo površno, opisno tako, ampak v ospredju seveda je izdelek vedno, ampak temeljni kakovosti, varnosti so tisti, razumevanja teh procesov, ki učimo. No, če smem se tudi jaz tukaj priključiti temu odgovoru, seveda bistvo kuhanja v navednicah je poznavanje torej tehnoloških procesov, proizvodnje živil. Termična obdelava je samo eden od procesov. Med termično obdelavo spada tudi kuhanje v klasičnem pomenu besede. Torej gre za kompleksne procese, pri katerih dejansko prihaja do mnogih transformacij in jasno, učitelji želimo našim študentom predstaviti vso to kompleksnost in vse spremembe, ki se pri tem dogajajo. Hvala. Hvala, dobili se prav, smo tudi odgovor so strani študentke Monike, kar se tiče jahanja, se pravi v okviru športne dejavnosti je možno v Domžalah z doplačilom. Hvala, Monika, za ta odgovor. Kar se tiče urnika našega, urnik, se pravi pri vajah, ste razdeljeni v različne skupine. Včasih, seveda so te vaje lahko tudi v popoldanskem času, vendar je treba tukaj, ko urnik pogledate, tudi nekje ga dobro prebrati, zato ker, da se ne ustrašite, to ne pomeni, da ste vse dneve tudi popoldne tukaj, ampak pač v določenih primerih, glede na skupini pri določenih vajah, pri določenem predmetu. Tanja, če smem dodati tukaj. Ja, praktično cel dan tukaj dobivamo odgovore, cel dan, da se ne bi zdaj študenti ustrašili, da poteka cel dan. No, potrebno je, Tanja, oprosti, potrebno je poudariti, kljub temu sploh za višje letnike, torej drugi in tretji, kot smo slišali iz predstavitve, kjer so potem tudi zbirni predmeti. Načeloma je prav, da naši bodoči študenti vejo, da seveda zbirni predmeti se načeloma izvajajo izključno po popoldanskih terminih, tako da se zgodi tudi kakšen dan, da je potrebno biti ves dan na fakulteti. Ja, to seveda, so dnevi, se pravi, odvisno tudi od tega, kateri skupini privaja, v katero skupino pridete, potem izbirni predmeti se res izvajajo v popoldanskem času, vendar to nekje ni skozi celo leto, ampak v nekih določenih obdobjih, ko morate biti na fakulteti nekoliko več časa.
Morda še en komentar glede morda splošne kvalitete pedagoškega procesa, torej govorimo o ocenah, ki nam dajejo študenti, ko ocenjujejo profesorje sam način delo. Torej neka povprečna ocena po različnih parametrih, bom rekel, celotnega študija je, mislim, da je 4,4, 4,3 od 5. Zdaj, če imate kaj občutka, kako bi vi zdaj ocenili srednjo šolo, ki so zdaj, meni se zdi to izjemno visoka ocena, smo kar ponosni na to, torej nekako tudi študenti dojemajo vse večini primerov študij kot kvaliteten, a hkrati tudi nekako prihajamo profesori k študentom, recimo, in lahko tudi tako visoko ocena, ki smo v zadnjih letih deležni. Imamo še kakšna vprašanja? Hvala lepa, sicer vsem, ki odgovarjate tudi v chat na vprašanja naših študentov. Obvezna, se pravi, ali je na laboratorijskih vajah obvezna 100% prisotnost. Ja, prisotnost je obvezna, če posamezen študent na določeni laboratorijski vaji manjka, potem je to res treba nekje reševati individualno s samim izvajalcem vaj. Morda vseeno komentar, da v primeru neke kompleksnejše odsotnosti, daljše odsotnosti, bolezenske, ampak ne res dolge, ker takrat res izgubiš vse, ampak če manjkaš nekje, bom rekel, 2 vaje v 10, recimo, ali kaj takega, ponavadi z nekimi opravičili se pride čez, koliko je vsej, meni veliko, da je neka praksa, da me tudi kolegi popravijo, ampak mislim, da... Ja, seveda, ja. Načeloma pač govorimo o neki 100% prisotnosti, v določenih primerih, vezanih predvsem nekje na bolezen, za kar je potem nekje predložiti tudi zdravniško opravičilo, se potem takšno situacijo nekje rešuje osebno z izvajalcem tistega predmeta oziroma vaj. Če so med izbirnimi predmeti tudi kakšni tuji jeziki? Ne. Na drugih fakultetah pa, Na drugih fakultetah, se pravi, ker imate možnost, izbrati tudi izbirni predmet na drugi fakulteti. Se pravi, ni nujno, da izberete te predmete, kjer je ponuja naš študijski program, ampak greste lahko na katerokoli fakulteto, ravno zaradi tega se tudi izbirni predmeti izvajajo v popoldanskem času. Imamo še kakšno vprašanje? Mogoče še katera izmed študentk želela kaj dodati? Informacijo? Pa profesor, če se vam zdi smiselno res Ja, malo o življenju v Ljubljani v smislu stroškov. Mogoče je to res nekaj, kar si ne znajo bodoči dijaki predstavljati. Zdaj, ja, študij kot tak ni strošek, ker je brezplačen, našo šolnino krije naša pač država. Edini strošek študenta bo tista vpisnina na začetku leta, vpisnina pokrije terenske vaje, ker svoje znanje torej pridobivamo tudi po različnih živilskih podjetjih in tako dalje v Sloveniji, in avtobusne prevoze pač treba plačati, ampak to ni nek grozen strošek. Načeloma vpisnina je 26 €, ki vključuje vso administracijo, študentsko izkaznico in tako dalje, in pa potem še običajno nekje med 20 pa 40 € za te avtobusne prevoze na praktičen del, torej na terenske vaje. Drugače, glede življenja v Ljubljani pa je tak. Zagotovo, če le gre, se prijavite za študentski dom. Študentski dom vas bo prišel veliko manj kot stanovanje. Cene študentskih domov se gibljajo med 50 € pa tja do 130. Ko se vpišete, vas vprašajo, v katerega želite iti. Če vam je, 130 € preveč, bo itak da poskrbeli, da vam ponudijo tiste malo cenejše namestitve. Glede stanovanj pa so se v zadnjih letih face podražila. Tu lahko pričakujete za dvoposteljno sobo zagotovo 130 €, pa to je zelo malo za dvoposteljno v Ljubljani trenutno. Za torej enoposteljno sobo pa pod 200 € skoraj da ne pridete čez. Drugi strošek so prevozi.
kjer država v bistvu precej dobro subvencionira. No. Tako da prevozi bi jaz rekla, da niti niso tak problem. Zagotovo, kdor se vozi od oddaljenih krajev, torej naprimer kakšne, ne vem, jaz sem naprimer iz bližine tukaj Maribora in si bom vzela naprimer za teh 10 vozovnic bom plačala 135 € na leto, da bom lahko torej 10-krat na mesec prišla do Ljubljane in nazaj. In to je nekaj, kar se res plača vzeti, torej da ne plačujete vsak mesec mesečne karte, ampak da vzamete letno, ker boste face-to-face prihranili. Enako je z avtobusom. Oziroma mislim, da pri avtobusu niti ni razlike. To govorim o mestnem avtobusu, LPP. S tem se boste v bistvu spoznali, ko pridete v Ljubljano, no, da vozijo te trole, skoraj da direkt do fakultete, tako kot je že profesor Cigič omenil, in tam je karta 10 € na mesec. Torej, stroški vaši bojo pač vpisnina, ki se itak pokrije enkrat letno in ni nek grozen strošek, potem mesečno bivanje, kdo prihaja iz oddaljenih krajev, torej tukaj priporočam res študentski dom. Potem imamo torej prevoz, bodisi vlak, avtobus in pa mestni avtobus, in pa na koncu je strošek še seveda hrana. Tu itak najbrž ste seznanjeni s študentskimi boni, kjer nam država subvencionira del obroka v raznih gostinskih lokalih po Ljubljani. Zdaj, Ljubljana je vsekakor Ljubljana in so cene malo višje, ampak vseeno se res splača iti jesti na bone, dobite, študentska organizacija je v bistvu tako fejst regulirala prehrano, da je zdaj potrebno, da ponudnik ponudi res ne samo neke hitre prehrane, ampak mora biti zraven še neka zdrava varianta, torej kakšne solate in podobno. In pri tem bo študent torej doplačal tako, ali bo brez doplačila in bo samo dal bon, ali pa bo doplačal tako nekje do 4,5 € in se v bistvu res splača potem iti zaužiti nek zdrav obrok, no, da ne rabite vedno kuhati. Tako da mesečni stroški za hrano, če hodite veliko jesti na bone ven, potem zagotovo okrog, ne vem, 150 do 200 €, drugače pa se da priti komot tudi 100 € vozi, če si kuhate sami, pa še manj v bistvu, če si kuhate, ne vem, s cimrami v domu in podobno. Tako da načeloma tudi študij omogoča, da zraven delate, seveda ne na način, da manjkate na predavanjih pa vajah, ampak da mogoče zberete kako delo med konec tedna ali pa med vikendi in se vse čisto lepo pokrije. Mislim, da kdor, ne vem, komu starši ne financirajo študija, se lahko tudi sam znajde za študentskim delom ali pa kakimi štipendijami in pride vse čisto lepo skozi, tako da ne rabite skrbeti zaradi tega, ker se vse lepo porihta, no. Hvala lepa, Špela, za tele zelo konkretne in pa hkrati tudi zelo koristne informacije za naše bodoče študente. Imamo še kakšno vprašanje oziroma še kakšen dodatek s strani članov študijske komisije, s strani študentk? Jaz mogoče še glede urnika, ki smo prej govorili. Ja. Naj vas ne kapka, vidite urnik od prvega bloka, zato ker urniki so tako narejeni, da vsaj jaz sem opazila ta trend, da se ta prvi blok je pač zelo nabit urnik in potem se skozi leto počasi pač zmanjšuje. In ta zadnji blok, ki je že praktično poletje, se mi zdi, da imamo res minimalno obveznosti, da smo lahko bolj fraj. Ni skozi tako, kot je prvi blok, no, bo boljš. Hvala lepa, Monika. Morda sam moment, če bi dopolnil lahko tole. Seveda urnik zgleda zelo poln, morajo pa bodoči študenti vedeti, da so na urniku prikazane vse skupine vaj. Vsak posameznik je pa vključen zgolj v eno skupino načeloma, čeprav zdaj v korona obdobju imamo razne mahinacije, ampak vsekakor je vsak vključen v eno skupino za izvedbo vaj pri določenem predmetu, ne pa vse 4 ali 5 ali kolikoli skupin že je. To je potrebno poudariti, da ne bo dejansko ta urnik izgledal tako zelo, zelo nabit. Ja, niste zdaj vsi v vseh skupinah, kot smo že poudarjali, se pravi, pripadate eni skupini in takrat morate biti prisotni pri vajah ali pa recimo predavanju.
Imamo še kakšno vprašanje? Spravi, drugače bi še enkrat poudarila, da predstavitve, vsi filmčki, tudi ankete, tudi tale zadnji film v 3D obliki bodo dostopni na naših spletnih straneh še po zaključku današnjega informativnega dne, jutrišnjega, tako da če kaj mogoče niste slišali, razumeli, si boste lahko še enkrat, oziroma dobivamo informacijo, da so vse te informacije, se pravi, že dostopne in jih lahko že zdaj gledate za nazaj. Še kakšno vprašanje sa strani študentov, še kakšna dopolnitev? Ne? Ja, potem mislim, da smo z današnjo virtualno predstavitvijo tega informativnega dne zaključili. Veseli smo, da je sistem zdržal, da smo nekje uspešno prišli do konca. Jaz vam iskreno želim vse dobro, da uspešno opravite tudi maturo. Letošnje leto je, kar se tega tiče, posebno, tako da res nekje ostanite zdravi in računamo, da se kmalu vidimo tudi na naši fakulteti. Srečno in lep pozdrav. Ja. Ja.